Tukaj imamo palčko iz svetega lesa, Palo Santo, ta je bila že enkrat prižgana. Naš beli žajbelj se še vedno malenkost kadi, ker sem ga ravnokar porabila za čiščenje tega oltarčka, da bomo danes lahko pokazali, kako uporabiti naravna kadila za čiščenje naše hiše, naših prostorov, samega sebe. Najenostavneje je, če imamo kako ognjevarno posodico, recimo tale školjka na stojalu, zato da tudi toplota ne gre čez, ali pa karkoli iz kamna, kot je tale podstavek. Tule imamo že pripravljeno svečo. Kadilo lahko prižigamo z vžigalnikom na sveči, kakorkoli nam je lažje. Jaz sem danes svečo in enostavno postavimo konico kadila na ogenj in pustimo, da zagori. Pri svetem lesu jaz običajno pustim takole, da zagori, potem malenkost pustimo, da gori. Dalj časa pustimo, da gori, več bo dima. In potem upihnemo in s tem dimom očistimo predmete, prostore, karkoli v tistem trenutku želimo ali samega sebe, seveda z namero, da pomaga očistiti vseh energij, ki nam ne služijo več. Načeloma se ta palčka samo od sebe potem na eni točki neha dimiti. Če želimo več dima, enostavno postopek ponovimo, sicer pa samo palčko postavimo na našo posodico, školjko in dovolimo, da se samo ugasne. Palo Santo se običajno vedno samo ugasne in ne bo dogorel do konca. Potem imamo še tukaj naš beli žajbelj in tudi njega lahko enostavno prižgemo na sveči ali žgalnikom, tako da zdaj bomo prižgali še beli žajbelj, ki tudi načeloma zelo hitro zagori. Lahko pustimo, da malenkost zagori, oziroma ko vidimo, da se začne tudi dimiti, evo, takole, malenkost zagori, lahko ga malo stresemo, evo, in dobimo dim, s katerim prav tako očistimo, če karkoli želimo. In tale kadilo, naš beli žajbelj, se bo kadil mogoče kako minuto, 2, odvisno. Če želimo več dima, lahko pustimo kadilo, da se prižge malenkost bolj, oziroma postopek enostavno ponovimo, glede na to, zakaj želimo uporabljati. In tudi pri belem žajblju načeloma je tako, da se on sam neha dimiti in če ga enostavno položimo na ognjevarno površino, bo nehal goreti. Če ga zelo, zelo prižgemo, se lahko zgodi, da ne neha dimiti dokaj hitro, ga pa enostavno potisnemo ob površino, da mu odzamemo kisik ali pa zapremo v kako neprodušno stekleno posodico in se bo nehal dimiti. Ampak običajno, tako kot že vidite, se on že nehal dimiti. Naravna kadila za čiščenje prostorov se lahko uporabljajo vsak dan, tako kot se tuširamo vsak dan, se lahko vsak dan, ko pridemo domov ali pa zvečer, naredimo ritualček, se očistimo z dimom kadila, očistimo z namero in s tem v bistvu speremo sebe vse, kar smo tekom dneva od zunaj prinesli s seboj. Očistimo tudi svoje misli, in so dejansko pripomoček, ki nam pomaga ohranjati naše notranje ravnovesje, nas pomiri in sprosti.